Dober dan, dober večer, dobro jutro, kadarkoli nas gledate in ali poslušate, Tomiča se že prestrašil. Dobrodošli. Ko? Ne, v redu. Da be stari, jaz to dovolj. Ješ malo energije. Jaz nisem še na tem nivoju. Povej. Kakem nivoju, stari, ti se gleda? O, čakaj, pridemo vsem. Se pravi, folk te pozna zdaj od bita do bita. Ja, eni te poznamo kot iGoogle, še vedno. To je najbolj slišati. Eni te poznajo kot Sultana, to imaš tudi na LinkedInu, upis Sultan podcastu. Vodja, to imaš na LinkedInu, stari, to si sam naredil. Ja, zdaj sem to naredil. Se sam dejto tudi RTV šiht. No, zdaj dela na RTV-u, začel na Radio Študent, torej podcaster, umetnik, vse živo ni da ni. In tudi sodeloval na roastih, danes z nami že Tomič. Živa. Že, The best. Sodeloval na roastih. Na kolikih roastih sem bil? Sem bil na enem ali na dveh? Ja, no, vidiš, več kot jaz, stari. Ja, okej. Mislim, jaz sem bil na večjih, ampak nismo Ja, snemali. pri Perici sem bil. Škaj je zelo weird, da dobim folk, ki pride, dober si bil na roastu. In pa ljudje res mislijo, da sem komik, ne? Kar je zelo daleč od resnice, ampak sem pa dejansko bil na roastu. To pa lahko rečem, ja. Evo, tukaj, ko se pogovarjajo o komediji, lahko kar tle začnejo. Kolegi, ko delajo predstave, te večkrat povabijo publiko za te predpremiere, da jim še kaj svetuješ. Ja, mislim, ne, to ni izgleda, da sem mene ljudje vabijo. Ne, ja, zdaj sem parkrat, sem pa res že bil, ja, tako da lahko kaj rečem. Pa pač povem, pa se upošteva ali pa ne, to pa ni v mojih rokah. Se ni tako, da sem jaz neka zelo avtoritativno tam nastopam, ampak se mi zdi, da ne vem, pač saj kdo vidi, da mogoče imam kaj pametnega za povedati. No, tvoje mnenje šteje in te tudi upoštevajo, pa še eno stvar, ne vem, če so ti jo povedali, si brez dlake na jeziku in to komiki rabimo. Ok, in kdo je to rekel? Se veš, kjer izbil na zadnje predstavah. Ja. Mislim, ne, to se zdaj sliši, da sem nasraman. Ne, sem več tako, jaz zelo spoštujem ta obrt, ne, ali zdaj predstava, ali pa stand-upa, sam absolutno nisem ta obrtnik, ampak videl sem, zdaj sem že res doskrat videl, zato ker sem s parimi temi ljudmi, kolega, vidiš, kako zgleda na začetku in kako je lahko za nič, pa kako zgleda na koncu in kako je lahko fajna. Ne? In je v bistvu ta del procesa mene že tako ferbac smatra in mi je pol cool, da me sploh kdo reče, da vidim. Ne, ker na začetku je večino vse dosti za nič, to je pač vedno tako. Ne? In mi je v bistvu cool videti. Ne? Sej kaj, mi da sem se zdaj na zadnje videla, ki sta imela 100. ponovitev, Kuzman pa Novak. Ne? Tako, mali otroci, veliki problemi. Tako, ne, in je pač, tisto mi je bilo noro gledati, ki je vidiš, ki je že spilena stvar, ne. Ki pač vse že klika, ne. In se mi zdi, da tako folk, po moja publika, jaz sem včasih prišel na stvari, ne, in si tako videl, to pa vse deluje, ne. Ampak pač zato, ker nisi videl vseh predpremier pa vaj, kjer je pa Ološ. Kjer skoraj nič ne deluje. Tako je neka smerja samo, nič pa ni spilena, ne. Tako da zdaj, ker sem parkrat bil, mislim, tako cool, da me je to cool videti. Tako, že čisto iz srca, kot del publike, ne, sploh kot nekdo, ki očitno je včasih malo pomaga. No, veš, tukaj v bistvu imajo te prvoligaši isti problem, kot open miceri. Na začetku misliš, da je vse že dela, pa da je perfektno, pa gledaš za nazaj, ko si počel pred pol leta, pa tako, katastrofa. Ja, pa se pa, mislim, tako pa to, ker v bistvu tudi njihove stvari umrejo, ne. Jaz mislim, da edin, kar jim je lažje, to prve 2 minuti mogoče, ne, sploh je nov material, bi jaz rekel, pač prve 2 minuti mogoče, ta je bil pa že enkrat smešen, mogoče bo to zdaj, pa če nič ne rata, mislim, da je hitro konc veselja. Pa ta rast, rast. Fora tem, da kamorkoli hočeš iti, moraš najprej vedeti, kje si, ne? Pa izraziti željo, ne? Pa tudi korake planirati, kako boš naredil za to, da boš prišel do cilja. Je pa tako, pa res je grind, ne? To je res taka obrt, pač treba čim večkrat narediti, pa več stvari sprobati, pa failati, pa tako, ne? Zato iz tega ne počnem, več, če si iskren, to jaz nimam, ne morem, sem ene parkrat, so mi rekli, da če bi kaj šel, pa to pa ne morem se prepričati samega sebe, da v bistvu pa tvoja začetek aparatusa, ne? Ja. Čeprav tudi komedija že bila v Sloveniji prisotna, ampak tudi recimo dostkrat si imel komike v gostih. Ja, ki me to zelo zanima. Ja. Ampak tudi tvoji začetni aparatusi najbrž niso bili na tem nivoju, kot te proti koncu. Absolutno, sram je ta prvih, ne? Se tako mora biti, ne? Pač, mislim, sram. To tako malo preveč rečem. Ampak tako, ne moreš, mislim, če je isto, ker jaz sem to začel takaj 2012, konc 2012, če bi bilo zdaj isto,
Ne, tako je bilo takrat nekaj narobe, pač, pa res ne vem, kaj delam. Ali pa če bi bil tudi poln samega sebe, prvo daje, perfektno. Ja, bolj se ne da, tako je, da smo samo še nas dol. Joe Rogan pa ti, ne? Ne, pač, no, mora biti weird, ja. Ker nazaj poslušaš, mora biti kao, kaj sem delal, ne? Mora biti tako, če ni, je kar mal čuden po moje, no. Ker pa meni, da nisi čist nič na sebe naredil, ne. Odlično. Zdaj recimo mlajši komiki so tudi začenjajo. Eni je Frišn, ima 4 oddaje, Couch podcast. To sem nekaj zasledil. Ja. Okay, ja. To je pač 2 tipa, ki se zabavata, pa pravata pit, ne? Ja, to se mi zdi, zdaj to je itak nek ta žanr rado, komiki s podcasti, sploh YouTube podcasti se mi zdi, no. Pa vsi na kavčih zdaj sedijo, to je zdaj, kaj je ta Američan, ki je zdaj Šulc, kaj je, ta je zdaj, se mi zdi tako mal severna zvezda za vse te ljudi, ki vsi na kavčih sedijo in se pogovarjajo, kar je pač edin prav. Malo se mi zdi, da še zmeraj je drugače pri nas, ker to zelo težko pri nas monetizirati. V Ameriki ti uspešen podcast lahko konkretno naučiš, pa nas je pa vedno ta problem, ampak ja, pač mu je hvala Bogu. Drugače je dobro, po mojem, vsak komik, da bi naredil vsaj 10 podcastov, zato da vidi, kako to proces zgleda. Ko priješ nekam v goste, tudi res ne oddaje, da se znaš obnašati in da znaš artikulirati misli. Kaj misliš? Pa ja, ampak veš, se tudi, se ne sam, jaz po moje komiku skoraj bolj koristijo podcasti, tako kjerikoli, kot zdaj, če si res ne oddaje misli tradicionalne medije. Veš, tradicionalne medije sploh ne vem, kako odneseš. To jaz res nimam občutka, no. Pa delam v tradicionalne medije, ampak res nimam občutka. Ampak za enega, ki sam začena, kaj pa vem, no. Ne vem, zdaj recimo to, kar Papič pa Brgant počneta, v Fejmičih biti, zato da te pač vsaj tako malo mlajš folk spozna, ne 60-letniki, ali pa 40, to, kar sem midva že praktično. Po moje boljšit kjerkoli podcast, pa, veš, v tradicionalne medije. So tudi izjeme, ampak se mi zdi, da to skoraj več vreden. Že iz tega vidika se splača, da se tam zna, da ti ni weird Kate, ker že to se mi zdi, da je kar vredno, da ne priješ kaj pa. Seveda. Eno prepoznavnost, se pravi, ena je ta veščina in držanje mikrofona in nastopanje pa artikulacija misli. Recimo, obstaja pa še en podcast, ne vem, če se ga zasledil, Jan David se pogovarja. Ne, to pa ne vem. Pa samo pa reče. Jan David se pogovarja. Tako se mu reče? Ja, to je naslov. Okay, zelo meta. Avtor je Jan David Klenak. Sem sklepal, drugače zelo weird. Ja. Ko Jan pa David se ima pa, sicer jaz le vabim to bolj komike, pa ljudi, ki so povezani s komedijo, on pa bolj ekstremne, se pravi, športnike, poklice, tudi gasilc pa ima dostop do mnogo ljudi. In se je dejansko stvar, se je ful izučil, zadnji smo imeli glih, Cimer tudi debato, kako zlučkati neki, pa Mike mu jutro posodim, da bo je delo, pa bubice si nabavil, ker jim jih kdaj posod za kak snemen. No, v glavnem se učimo, drug od drugega in si dajemo na svete. To je najboljše. Pa ful je res, svoje res, močno zdaj je ta človek iz pas, ki je toliko časa kao nazaj začel, ali pa whatever, res je lušten zdaj, kar se opreme tiče. Ker res, tudi drago ni več toliko za res. Tudi že, ker sem jaz začel, se je to začel, ta res demokratizacija. Pa zdaj pa res tako. Dosegljivo je, ne? Ja, res je dosegljivo. Tako da se našparati. Tako res se da našparati za marsikaj, ker pol v bistvu na koncu en tak produkt vam pride, ki je super. Sploh ne samo ok, ampak res dober. Konec je bilo že s telefoni modernimi, sicer tam je malo starejši, ampak ja, to narediš lahko vse. Hiter se da, ni več. Včasih torej, se mi zdi, zdaj, ko to rečemo, včasih jaz sem tako že sebe zaloten, zdaj, ker sem res 40 bom, kmal. Malo nostalgija dajek, smo mi pa bili blat. Ne, tako, jaz se zalotem, jaz imam, človek ima non-stop to predstava, da je non-stop isto, tako, je bilo, če bi bil jaz zdaj star 20, recimo, ali pa 18, whatever, a veš, pa bi videl, kva vse, kakšni majki za kakšno ceno, pa vsa programija, ki pride zraven, s katerim pol ali montiraš, ali objavljaš, ali vse ostalo, to je tak. Je pa res, da pol tudi več folka to počne, to je pa tudi res, Sam se mi zdi, da to itak ni taka težava, se mi zdi, da več folka, ki je boljše, razlika je med koliko ljudi to počne, pa koliko jih dejansko ustraja nek resen cajt, da kaj lahko sploh rata. Gremo še malo v zgodovino. Pri tebi sta imela tudi 2 komika svoje podcaste, sta gostila na Aparatu Smreži, tako kot zdaj Sašo Štrej in Aleš Novak. A ja, Perica pa Tin, Ja, Tin je dosti hitro obupal, Perica malo kasneje, se mi zdi.
Ampak tako pač takrat se je tako začelo to malo dogajati, pa mislim, da so pač tujino videli, pa so vsaj probali. Ne. Jaz sem pa takrat, mislim, tisto, kar je bila razlika, pa kjer upam, da je aparat vse malo prav pršel folko, ni bilo vsega teh pageov, zdaj, ko v bistvu lahko za ston imaš file za podcast gor, pa ti feed naredi, pa to ne. Takrat se je vse še bolj na roke delal, jaz sem imel pa pač page postavljen, pa je bilo dosti trivialno, pa je to malo razširiti v bistvu. No, se mi zdi, da tudi to je zdaj veliko lažje. Jaz mislim, da zdaj smo ena, tako kot podcast mreža, sploh ne vem, koliko ima v resnici še vrednosti za resno, tako bi rekel, ker je toliko preprosto si sam zase nekaj postaviti, ne. Da mogoče sam ta nek začeten bump, da pride, ne, zato ker mogoče kdo aparatus pozna, ne. Si predstavljam, da tudi resmo zdaj stare pa novakama sta avešne. A res tega ne veš? Ja, jaz to aveš rečem. Ker je pa jaz sem si, še enkrat, pa jaz sem si zmislil ta podcast. Vsakič rečem, da smo si skupaj, pri meni doma smo si izmislili koncept. Glavnem, ne, tako, mislim, po mojem pomaga sam na začetku, ker je na aparatusu, tako, neka ima neka publika je tam. Ampak pa moraš pa itak delati konsistentno, pa biti ok, da nekaj... Pa monetizing imaš narejen, ne monetizing imaš. Mislim, ja, jaz sem imel to podporo, zdaj to celo malo še naprej razvijam. Sam tle sta ona dva independent. Jaz to tam vsakmu zase prepustim, ni tako mišljeno. Jaz v bistvu kar dan za serverje, da aparatus, oziroma to, kar moji podcasti zaslužijo. Tako da drugim ne težim. Je pa res, da so pa ljudje to doskrat rekli, da te aparatus od denar, zato smo imeli v bistvu za serverje, pa za vse ostalo, ne pa za opremo. Pa tako. Ampak ja, bo pa zdaj v bistvu glih, ko mi dva to snemava ta teden, bo po moje prvič tako, da bojo ene glave, bojo samo polovica za une, ki ne podpirajo. Ne? Ja, bo si dal za paywall? Ja, v bistvu, ja. Bravo. Ja, to sem se glih zdaj te tedne, sem se s tem ukvarjal. In bo v bistvu to bo prvič zdaj, da bo tako, da v bistvu ne bo taka klasika, v bistvu bo še ena, a veš, ne? Če veš, to je pa če veš, kaj mislim, smo si zdaj izmislili. Je pa v bistvu, ker sta stare pa Joca zraven, pa jaz pa pižamc, pa imamo v bistvu take neumnosti iz interneta, tako so bile weird zadeve, včasih se temu rekli. In bo v bistvu, ja, polovica v bistvu je za unek ne podpirajo, ne, unike podpirajo, dobijo pa celo epizodo. No. Super, da, to bo zdaj, da vidimo, kako se bo to obnesalo. Ne. Ampak ja, mislim, to je kar ok. Mislim, da bi več ljudi mogli to probati. No. Mislim, seveda, ja, če gledaš tudi, ko gremo nastopati tudi open mic'i, se na koncu najde en klobuk, znajde en klobuk med publiko, pa zbiramo neke kovančke ali pa bankovce, ampak je saj za potne stroške. Ne? Ja, mislim pa sej, pa tudi, mislim, to moraš vedno imeti kot začetek, ne, recimo, če se s potnimi stroški začne nič slabega. Ja. Mislim, resno nič slabega to. No. Tako da se mi zdi, to je bilo eno, to je resmo, ne, nekaj, kar je en model rekel na internetu, en Američan, ki je rekel, ki je imel bloga, ne, pa ga je pol monetiziral šele po ene parih letih, ne, pa zdaj ga ima že 25 let, vsem. Ampak tako rekel, da edina stvar, ki mu je žal, da ni takoj probo, ne. Da ni takoj že rekel, dajte mi kaj keša, ne, da je toliko cajta čakal, zdaj moram počakati, da bom ne vem koliko velik, ne, se ne pravim, da kaj začenjaš, ne moreš kar ljudeti denar. Pač to je malo weird, ne. Pa tako, če pa sam malo publike narediš, se pa hitro splača vsaj prositi za tako neko donacijo ali podporo, ne, ker se mi zdi, da ljudje, da se malo prebuja ta zavest, no. Ki je bila, ki je res... Podpiri, ne? Če ti nekaj kul zakopa ne vdal, za empir daš človek. Ja, tako, če je to za začetek, veš, pa da to čim prej narediš, ne, da delaš nekaj 7 let, pol se pa šele odločiš, ne, tako, da se po parih letih, recimo, ne, to, ki se mi zdi, da se res malo prebuja ta zavest, da ljudje celo kaj dajo od sebe, tudi na internetu, ne. Ja, za nekaj, kar je zastonj. Zdaj sem seveda pozabil, en komik je delal podcast, pa ga je pustil, da se mu najprej napihne na 300.000 naročnikov, pa je začel pa šele z reklamami. Ja, tako, ja. Pa sej, ampak veš, to je že spet, jaz ne vem, z Ameriko se ful neki ekstra primerjati, kar malo nehvaležno, ali pa sploh z angleškimi, zato je tam toliko folka, pa predvsem zaradi tega, ker ti imaš tam na YouTubeu lahko dejansko toliko naročnikov, da če bi že samo od YouTubea cash dobil, kar ok, ne. Tako, če enkrat priješ, ko govoriš o več 100.000, recimo. Pri nas, ki se pa te cifre vrtijo, takrat, ki je res ful dobro prije na sceno, se ti urijo ogledov, ne, naročnikov nikakor tok, ne, je pa težko, ne, pa v bistvu moraš prej, že prej, hitreje so stvari godne, zato da mogoče kdo podpre, no, tako rekel, ni treba ful čaka, da si največji in najjači, pa ne, če ti uspe slučajno. No, se glih to, ne, delaš nekaj, dokler pač ne rataš v redu v tem, pa se že nekako najde publika, ki te spremlja. Ja, to mislim, da je ta najbolj glaven, da so neki ljudje, ki hočejo tvoje stvari, zdaj v mojem primeru, slišati, ne.
No, super. A smo dali tle kak na svet za komike, se pravi, začnite čim prej, pa začnite računati. Mislim, tako ne računati. Prostovoljni prispevki. Jaz bi vsaj s prostovoljnimi začel. Ja. Tako res čim prej. No. Ker se mi zdi, numen se mi zdi čaka. Pa se mi zdi, da tako sploh vidim pri komikih, se to kar malo podcenjuje na netu, ker se ve, da se lahko nastop dobi plačano. Recimo, a veš, in se pol to na netu, ne, to pa sam za prisotnost delu, ne, pa za prepoznavanje. Mislim, ne vem, mogoče je to prav, ampak z mojega zornega kota je kar malo škoda. No. Se mi zdi, da se ni. Tako kot zdaj, ko sem bil v Femičih, ki sta rekla, da bo sta več stvari za kakšen paywall dala. Ne. Jaz upam, da od tega čim več. Ne. Ja, pa Femiči uživo, recimo. Ne, je to. Content je tudi to, da... Seveda, že to zafilaš dvorano. Ne. Mi smo imeli 4krat kinoteko, 5krat, ne. Pa tam mislim, da je 120 ljudi. Pa je bila karta za kup, pa to smo zafilali vsakič takoj. Pač v par urah so šle karte. Tako da ni to tako nerealno. Je pa res, da tako, meni težko mi je govoriti, da je to res, da je že, kaj sem rekel, 2012, kaj smo zdaj 11 let že nekako rintam, zdaj razen to pauzo vmes, ki sem imel. Že lažje mi je to govoriti, ker si toliko dobre vole že človek nabere. Enka začne malo drugačne. A ni zmer tako, karkoli se lotiš, ne? Tudi če ti je težko, pol čez 10 let si itak ne spomniš, da težkih stvari se santa lepih. Pa ja, mislim, to ne. Jaz sem se tudi kakšne težke, zato ker ta una te ponovadi glih toliko brcne, da se kaj zgodi, ne? Pa da kaj napreduješ. Ja. Meni še kar kdaj crkne kakšna kamera, pa zvok, ne, zvok, pa to, tako, smo snemali, nismo, a gremo še enkrat, ne. Meni se je vse zgodilo. Meni se je čisto vse zgodilo. Pohodnik, ki naredi več kilometrov na dan, ne, se mu tudi greš nirce odreže. Ja, exactly, ja. Ne, je pa res, da pač tako se mi pa zdi, ful sem pa ni za podcenjevati te opreme, je pa v resnic, ne, koliko je tehnologija načeloma lahko zelo nezanesljiva, ne. Se mi zdi, da ta audio-video oprema tudi ne ta najdražja, v resnici pismo so pa kar zanesljive. Vse v mojih izkušnjah tako, redko gre res nekaj weird narobe, veš, ko res bolj ti zajebeš ali pa SD kartica kriva ali pa nekaj, ni pa tako. Vse to so moje izkušnje, no. Tako moram reči, da sem bil kar presenečen, koliko so stabilne stvari, no. Ker se mi zdi, da to, pa ne da se mi zdi, to tudi vem, da včasih ni bilo, tako je včasih nek audio interfejs, ki si ga kupil, ki si ga na komp priklopil, kakšni so bili tisti driverji, pa kako so delali, ne. Zdaj je kar okej. Plug and play. Ja, zdaj je kar v redu. Ni treba 6 fajlov najti, da nekaj dela. Veš, nočem tako, da je vse full perfektno, ne, ampak dosti boljš, ki je bilo včasno. Sploh pa oprema. No. To je res ta prelom zadnjih 10 let. Že tele šuri, je tako včasih bil to res nek stage mic, sploh ga meni uporabljal doma. Resmo, ne, pa se je pa ugotovil, da je to v bistvu redo mic, ne, pa tako, ne vem, 80-90 evrov je, ne, odvisno, kdaj prašaš, no. Ja, ali pa 100 ajde, ne, malo gor, malo dol, pa je res pač vrhunski mikrofonček. To je standard. Ja, itak, sploh za stage mic to je to. Več narabaš. To je to, 57 še za kitare, pa smo pa že tam. Ja, to je. A to veš, tele Joe Rogan Mikey, ne, so v bistvu skoraj ista glava? Ja. In transformator so... Ja, tam se veliko zgodi, ne, samo tu treba več gejna pol, ne. Ja. Pa, veš, v glavnem, ampak ni neka čist nova tehnologija. Ne, itak da ne, to je najčist mi. Pa kva, jaz imam Neumanne moje, tisti mikrofon obstaja že, no, daj so ga začeli delati, ampak mislim, da je isti že cel cajt. The best. Pa narejen je kot tank, kot tole. Ja, ker ne moreš uničiti. Pač, The best. Ok, se pravi, opremo sva tudi malo podelala, degva še tole tvoj skok. Kako recimo si se pa odločil, da po 8 ali 9 letih na svojem, si spet šel nazaj na radio, kukor ima pa že fiksirano bazo poslušalcev? Pa ne, jaz sem cel cajt, mislim, ne cel cajt, ne, sem že prej bil na valu, fora je samo, da sem se malo zaplezel, tako 4 različne načine, kakor sem delal in sem res rabo malo lufta in sem pol samo v službi podcast delal, ne v službi in doma, ne. Tako da zdaj pa počas malo bolj umirjeno nazaj prišel. Tako da to je bilo. No. Pa so sodelavci dobro sprejeli to filozofijo, se pravi, delamo oddaje, ki so namenjene za podcast? Maruša absolutno je. Seveda, to je to žal. Ampak recimo, jaz tudi tale, kdo smo poslušam. Zelo zabavno. Ampak tisti je pa oddaja, ki je narejena oddaja, pa zraven šel podcast. Ja, jaz mislim, da to, kar je razlika, pa pomembno, ampak se mi zdi, da se tudi na radio to spremenja počas. Ja, mislim,
Ne vsi, seveda, ne, ker še zmeraj obstaja ta močna struja. Pa tudi, veš, to je res, na valu delamo. Se to tudi težko, mislim, zameriti. Val je res izjemno poslušana postaja. Ne. To ni, veš, resnični hec. Je pa res, da ti to zelo malo pomaga na internetu. Tako, na internetu si moraš kar sami sfajtati. Kar je pa v bistvu priložnost pa za vse druge. Kdorkoli se podcastalo, v bistvu na internetu je pa kar demokratizacija. Veš, tudi to, da je podcast, da je resno dobita podcast Vala 202 ne pomaga glih. Moče spet tu nek začetek, pa je pa hiter konc te dobre vole. Pa mora biti pa res dober narejen na netu, da ljudje poslušajo, tako kot dejansko naju poslušajo. Zdaj je en motor pržgal, ampak se to bomo ven sfiltrirali, razen če bo glih tlele mimo pripeljalo. Dva plugina pa se ga nasliši. Ne, nič graznega. Audacity je zakon, stari, to dela kot bog. Nič ne raste. Bajena ne bo več open source, neka firma ga je kupila. Mogoče... Je pa kupil, se to drobiš, upam. Ja, ne vem, ne da bo plačljiv, jaz bolj sem strah, da bo kakšni oglasi noter. Mislim, da tega se bolj bojim. Zdaj bo to čisti open source project, ne, so pa neki en let nazaj sem bral, da so ga eni kupili, nekako, da so ga, ne vem, weird bo še. Pustimo o tem, se pravi, nimajo točnih informacij, greva naprej. Se pravi, posnameš svoj prvih podcast, ne? Tukaj je na svet od Joeja Diaza, nareditih 30, Magaren Bergen objavil sam nareditih 30, da boš videl, če ti se da to delati. Mislim, jaz bi tako rekel, jaz mislim, da je boljše jih objaviti, zaradi tega, ker če jih kao delaš sam zase, jih ne delaš zares. Jaz mislim, da pol ne greš all-in. No? Jaz mislim, da moraš tako narediti. In pač so te prvi slabi, pa kam veze. No, in pa imaš posnete ta prve. Recimo, jaz uporabljam tale zastojen odlagališče, ki se mu reče Anchor, ne? Anchor, ja. Od Spotifyja, pač širinska, ali kako se to reče. A bi predlagal, da drugi uporabljajo recimo kaj drugega, ali je ta Anchor čist v redu? Čisto ok. Zaston je, jaz nisem fan Spotifyja, kar se podcastov tiče, no, ampak to je ena druga zgodba. Ampak ja, zaston je, fajli so. Veš, kaj hosting ni toliko pocen, ne? Sploh resmo, veš, koliko sem jaz, kaj polka imaš 10 let podcastov v arhivu, ne? To ni mislim, tako mehne cifre. Sploh jih met nekje, ne? Čeprav so mehni fajli, proti videu, recimo. Ne. Ampak tako da je Anchor več čisto. Okay. Mislim, so boljši, obstajajo res dosti boljši. No. To je treba reči. A predlagaš kolegom, ko bojo začeli, da kaj zgledali? Meni je zelo všeč Libsyn, kao Liberator Syndication, to je en tako res najstarejših teh ponudnikov, sploh za podcaste. Oni so res toliko cajta, zdaj so tudi malo prenovili page, pa tako, meni so zelo cool, ampak niso pa med najlepšimi, tako da če imaš pa, je pa pol Simplecast, meni bo vedno všeč. No. Tam sem tudi imela z Bokijem, sem imela eno ameriški feed za podrobnosti. Je pa tak tudi lep page, ko vam dobiš. No. Tako res tam greš pa gor, pa postaviš, pa je rešeno. Tako da to dvoje. No. Ampak je pa oboje plačaš, ne. Zdaj ne vem, koliko je, 15 na mesec za Simplecast, Libsyn pa pol odvisen, koliko ur boš dal gor na mesec. Ne. Če daš, mislim, da 3 ure je tako enih $5, to je 4 evre na mesec, to ni glih velik, pa še pol tam pa Spotify nisi, ne. Kar je meni cool, ampak še enkrat, druga zgodba. No, Anchor ima tole lastnost, da ti tale svoj RSS feed razpošlje tudi okrog in si kar naenkrat na Apple podcastih, pa kjer folk to dol jede, ne. To se zgodi v vsakem primeru, dokler ga daš v Apple podcaste, ne. In je v bistvu, zato jaz resno namaram Spotify, ker mi ni všeč, da Spotify zame daje stvari na Apple. Jaz imam raj svoj Apple ID, ne, pa jaz sem dal. Zato, pa imaš malo več kontrole nad tem. Če pa to Spotify zate naredi, so v bistvu oni submitali. Mislim, da je tako, mislim, da ti nič ne opišeš tam, se pravi, ti ne opišeš svojega Apple ID-ja. Ti sam rečeš Spotify... Na Spotify moraš drugače, tisti link ti da, pa ga moraš v svoj Apple ID dati, da ti... A ja, dejansko tako, ni tako, da ti oni za njih. A ja, ok, hudo, ker sem mislil, že to ne vem, ker se... Vse ostale naredi sam, ampak Apple moraš pa sam. No, ampak fora temu, da če ti daš v Apple, se bo posod drugje tudi pojavil, zato ker čisto vsi ostali indeksirajo od Apple direktori. Što pa dobro, jaz sem mislil, da ti oni nekako submitajo, ampak se make sense, zaradi tako legalno. Ok, cool, ja. Mislim, saj to, no. Kaj te tukaj moti na tem Spotify? Američane vem, da moti, ker pač ne plačuje te komike. Ne, sploh ne gre to. Ne. Mislim, to je itak z vsemi problem, ne. Ampak kaj je problem pri Spotifyju? Kar se podcastov tiče, ne kar se muzike tiče. Oni v bistvu skeširajo feed, ne. Jaz imam aparat, glave vzeti za primer, ne. Glave imam jaz na svojih strežnikih, naredim RSS, ta RSS, ker je odprt standard, ne,
gre potem v vse podcast aplikacije in gre ista stvar. Ne? Razen, seveda, na Spotify, ker ko daš pa ti Spotify, pa oni vse te file vzamejo, pa jih še enkrat servirajo in pa imaš ti v bistvu ločeno statistiko. Razumem? In to ni ok. Ker če je stvar. Ne samo to, pa tudi, če je podcast, pa je to RSS feed in je to odprt standard na odprtem internetu. Spotify je zaprt sistem. Klej je Apple zelo bizaren, ker oni so dostakrat zelo zaprti, ne, kar se podcast zdi, že pa niso. Ne. Pa v bistvu so pa te Apple podcast ali pa iTunes so v bistvu samo direktori. To je sam imenik. Tako kot včasih bil Yahoo ali pa Google v končni fazi. Ne? To, kar Spotify dela, je pa nekaj drugega. No? Zdaj so že prvi tako članki prišli, da ta strategija ekskluzivnih podcastov, ne? Kar so oni zelo radi delali, da se ne obrestuje baš. Ne? To, kar je Rogan naredil, pa to, ne? Da ni glih najboljši. Ok, dajmo samo to povedati, tisko novejo, Rogan je dobil 50 milijonov ali koliko že za to, da je delal. Mislim, da več kot 50, da star, kar več, mislim, da je 100-200 po mojem. No, ali pa na sezono 50. Ja, ampak je zdaj ekskluzivno tam, ne, se pravi, njega ne dobiš več v drugih podcast aplikacijah, ne, kar to ni podcast, pa je to Spotify audio daja, veš, to ni, podcast je tako unkej posod lahko, ne. Tako da ne, ja, to je kar malo je okvarno, zato jih je stok namarno. Ampak so pa enkor kupali, ful denarja tam mečejo, sem plačujejo hosting in dokler je zastonj, zakaj pa ne, pač, hvala Bogu. To, da, se glih to. Dokler je pač nekaj delamo za stojno. Ja, točno to je. Zakaj bi se? Ja, zakaj bi zapravljal za nekaj, kar ni treba. Ampak, ko smo glih pred telem, like, share, subscribe, to zmer pozabim reči. In Jože Rubežnik mi je povedal, da si mu dal ti idejo za lajko pa share, ne? Ja. Ne, mislim, da za share. Lajka, mislim, da je on. Tako imam jaz v glavi, vse to pa se pozabiš. Share je pa moja, to pa je share je pa moja. Až kao share delite je slikca od share pevke. Vsi, ki ste pod 20, ena pevka. Kaj je legendarna. To je naši generaciji, pa starejšim je to dober joke. Mlajši pa kdo da hell je share. Ena ženska strajna. Ja, ena ženska strajna. Ampak legit pop ikona z dobro muziko, kar se meni tiče. Super. Ampak res ne vem, kdo je. Si imel še 2000 hite. Seveda. Zdaj smo 2-2-2-3. Ja, točno to. Hitro se zgodi življenje. Hitro se live zgodi. Ja. Ok, da greva glave si nazaj obudil, kot je pri nas, sem pripeljal do tega, da pauza seveda pač druge okoliščine, ampak zakaj si prišel pol nazaj? Kaj zdaj bo ta moment, zdaj pa gremo spet? Pa ne, zato, ker me pa že spet začel tako, malo me začel srbeti, pa všeč mi je bila ideja, saj za začetek, ne, da samo eno stvar delam, pre 4 podcaste doma delo, to ni ok, ne. Po šihtu pa s familijo je, pač to je najslabša stvar možna, ne. Ampak se človek počasi zapleza, veš, ni na hiter. Pa smo je bilo tako cool, pa s pižancem malo nek sistem utečen, no, tako se mi zdi. Pa tudi to je, no, evo, da je nekaj izobraževalnega, ne, ki je zelo na to povezan. A što odvisno je, s kom delaš, ne. Veš, najdeš ljudi, s katerimi take stvari delaš, ne, kot je podcast, da so tako vestni, da pridejo, da je, da neč tima, da se mu da, pa to, ne. Veš, to ni samoumevno, ne. Tako na dolgi rok, ne. Jaz sem pri 148 epizodih, ne, pa vmes še podrobnosti smo skupaj delali, ker tako smo tam malo združvali, ne, tako da bom že čez 200, zladno. Ne. A že to, da dva hočeta delati, pa da se je nek tak flow spostavil, tudi čist delovni, veš, odnosa. Ne. Ni toliko samoumevno. No, in zato me je bilo pol, ko sem rekel, da je malo manj, malo manjši obseg, pa to ne. In zdaj pač pičiva. In je kar ok. Ja, pa še tale bok je bil še zraven nabar, ne? Ti so le pa podrobnosti, ja. Ki smo pa na glave pa podrobnosti združili. Ne. Tudi boki, ja, veš, tudi nikjer ne piše, da človek, ki je v NBA igral, bo pa pač res smo se ful vestno tega loto, pa se zelo je, ne. Smo bili zelo, tudi on je zelo predan temu, ne. Tako da kle ni to samo umevno, no. Ker treba tudi paziti. Tako, ja, ni vse en, s kom greš delati te stvari, ker je to vse na dolgi rok. Veš, ker 3 bo vsaki nek par bosta 3 lahko posnela, ne, pa kaj pa epizoda 57, ne, pa vmes je vsak 26krat zbolel, pa ne, to, tam se pa začne malo lomiti, ne. In zato meni s pižancem cool delati, ker ima zelo fajn si razdeliva vloge, vsak nekaj naredi in pičiva, ne. Vse, isto je bilo z Bokijom, isto je bilo z Godlerjem, ne, spreni. Točno Godler je še imel čas. Ja, ne, še opozovalnica, ne, tako da tam tudi, ne, so imela zelo tako fajn razdeljen, no. Kar je ful važen, no, iskren. Tudi recimo na šihtu z Marušo, ne, odbita ne bila to, če ne bila oba, ne. Veš, pa da se mi dva tako štekala, pa da vedela, kaj vsak zna, pa tako, no. To so ful pomembne stvari, no, ker na začetku nimaš pojma o njih, ker misliš, da bo vse na entuzijazmu živel ful dolg, pa vidiš, da ne. Ja,
Hitro se ti nada več. Ne? Jo, Ja. Pa lepo rejame, gremo neki tisti basket, čaš pilo. Ja. Veš, pa ker naenkrat ni oddaje od zunaj, ne? Katastrofa. Ja, ja. Koliko recimo pa treba biti vesten glede te, recimo Femiča sta kar nekaj cajta bila pridna, sta redno oddajala tedensko, sta Repa Novak tudi, kaj do 100 ima kar ratval, pa malo pauze, a ne Sašo? Jaz sem zdaj na teh 2 tednih, ampak to je meni ful lažje reči, spet zaradi tega, ker sem imel neko publiko, ki je pač ki se je malo čakala na to. Jaz mislim, da na začetku ta tedenska je kar ok, no, ampak tudi enkrat na 2 tedna se mi zdi, da ni konca. Kar je pa že več, pa ni več, to pa ni frekvenca več. Ne. A še enkrat na mesec neki. Ampak vprašanje je bilo, je frekvenca pomembna? Je. Sploh na začetku, mislim, da je ful. No. Pa ne samo na začetku, mislim, da se ljudje kar pol navadijo. Zato, ker podcast je zelo taka intimna stvar in pol, če ljudje res poslušajo, fajn, da so stvari redne. Mogoče da je celo na isti dan. Pa tako, no. Ni to toliko spet pomembno, da je na isti dan, ampak je pa fajn. Ker tudi ljudje so začeli to v avtu poslušati. Ne. To se je resno spremenilo v zadnjih letih. Veliko se mi zdi, ker sta ta Apple CarPlay pa Android avto prišla, ki je v bistvu zelo simpel poslušati v avtu tako, ne. Prek telefona, da nisem Bluetooth, nekaj Bluetooth je vse fajn, ampak je kar ukoren. Te stvari so pa zelo simple, pa na ta screenu zberejo. Pa to se sploh ni toliko fancy več, ko enkrat zveš, da ne vem, Clio ima že to noter, neko osnoven Clio, pa C3, recimo, imajo te stvari, kar se jim prav, ne, ni še zmeraj mislili, da je to suho zlato, ne, pri avtomobilski industriji, ne, ampak dosti jih je pa že dojel, da je to skoraj nuja, ne, ker je to skoraj bolj važen, kakšen je njihov krepi touchscreen. Ljudje to začeli poslušati, pa je fajn, da ve, da bo nekaj v četrtek od zunaj, ali pa v petek od zunaj, ali pa ne, v soboto, ali pa v nedeljo, ali pa whatever. Tako da ja. No. Se pravi, če delaš entertainment podcast, nujno stari tedensko delati. Mislim, nujno, ti pravi, lahko enkrat na 2 tedna, ampak ne bo pa konsistentno. No. Je pa res, da jaz sem si to takrat vzel, pa se mi zdi, da sem si kar uslugo naredil, razen ta prvo leta parada, poletje je poletje, kle se pa grem toliko Evropejca, da fucking julija pa avgusta pa ni treba se, meta čez. Se mi zdi, da to naša kultura čisto preživi, če recimo polet, da se vsaj malo umiri. No. Kaj pa recimo ta logika, glih polet, ker je odsotnost vseh ostalih oddaj, ne? Športa sicer nekaj je, ampak imaš pa več prostora. Pa kaj pa vem, folgre, ne vem, jaz se to zmerno v moje glavi, to folgre na morje, kaj zdaj rab 7 in ti boš pa pol leto. A je to res? Ne vem, iskren ne vem. Se pravi, splača se tudi malo vzeti čas zase, pa se spočiti. Ne sem spočeš, kaj je, fajn je malo ponotran stvari, pa pol že spet videti, kam greš naprej, ker si ti enkrat noter, sploh recimo, če imaš tedensko frekvenco, težko
Hvala.